Pozdravljeni, otroci. Slišali boste novo zgodbo o vikingu Vikeju in njegovih dogodivščinah. Ali še veste, kako se je končala prejšnja? Naj vas spomnim. Razdivjal se je vihar, veter je raztrgal jadra vikinške ladje in jo zanesel na neki otok. Vikingi so se izkrcali in napadli naselje na otoku. Upali so, da si bodo nabrali bogat plen. Pa so se ušteli. Zašli so v past in poglavar otočanov jih namerava obdržati kot sužnje. Ne udajmo se, možje. Kljub vsemu se ne udajmo. Poskusimo se kako izmazati. Rad bi videl, kako, kapitan. Ujeti smo, okrog nas so stene, nikjer ne moremo ven. Nad nami je mreža z bodicami. Vse kosti bi se prej polomili. Viking ne odneha kar tako fakse. Nič ampak. Bi rad ostal do smrti sužen? No, potem pa poskusi priti ven. Včasih mora tudi viking odnehati, Halvar, no. Če ne gre, pač ne gre, ne moreš glavo skozi zid. Nehaj stokati v robe. Star si že in vseeno ti je, če bo sužen še tistih nekaj let, ki so ti ostala. Meni pa ni vseeno. Pa si kaj zmisli, da se bomo rešili? Sej premišljujem in ni zlomek, da se mi ne bo kaj posvetilo. A tebi? Tebi! To se bomo načakali, ampak Vike se bo morda česa domislil. Poglavar še vedno čepi nad nami in se reži. No, kako? Ste obupali? Se boste vdali? Viking nikoli ne obupa in se nikoli ne vda. Raje umre, kot da bi bil sužen. Bomo videli, a? Bomo že videli. Le malo počakajmo, pa bomo videli. Nad nami se nekaj dogaja. Strop se spušča. Na bodice les bo nataknil. Tega si ne bo upal storiti. Spušča se, še vedno se spušča. Jo napadal nas ne bo. Jutri zjutraj bo šlo zares, prijateljčki. Le pripravite se. Udajmo se, možje, udajmo se. Ne bomo se vdali. Raje umremo. Bog morja ali grom ali ognja ali česarkoli še, zakaj nam nisi dal toliko pameti, da bi premislili, preden smo napadli te ljudi? Ja, nehaj nas stokati. Saj te ne bo nihče pogrešal, če te bodo res napičili na takšen količek. Pazi, tu je mahnič. Ja, kar poskusi. Pretek ne bo pomagal. Drži me! Samo čakamo lahko. Imam jo. Idejo. Idejo? Končno! Čas je že. Poglavar! Poglavar? Kaj boš z njim? Nekaj sem si izmislil in mogoče mi bo uspelo. Hej! Poglavar! Kaj bi rad, Povič? Nekaj bi ti rad podaril, poglavar! Podaril? Meni? Kaj? Ladjo, s katero smo se pripeljali, bi ti rad podaril, poglavar! Glej, no, glej. Z ladjo ste prišli. To mora biti pa velika ladja, ko jih je toliko. Kje pa je ta vaša ladja? V zalivu za gozdom! Pa ne lažeš? Ne, resnico govorim! Lahko vas peljem tja! Tako tudi bo. Kazal nam boš pot, ampak gorjeti, če lažeš, in gorjeti, če boš poskušal uiti. To bi bil tvoj konec. Si razumel?
pa korakaj, če nočeš, da ti zavijem vrat. Sej korakam. Hitreje ne morem. In glej, da nas kam ne zapelješ. Ali pa, da ne boš poskusil odnesti pet. Saj veš, kaj ti je obljubil naš poglavar, ali ne? Juj. Zajec, pa tak. Veverice se je ustrašil. Joj, mislil sem, da je volk. In zdaj imaš polne hlače. Je to res prava pot? Ja, pred nami sta že zaliv in ladja. Pa res. In kakšna ladja? Velika! Polna plena, kaj? Tega smo si hoteli še nabrati. Pa kakšne ribe so v vodi. Samo, kako bi prišel do njih? Jaz bi vama lahko pomagal ujeti ribe. Ti? Prav. Kar lotimo se dela. Kapitana, če bodo strop še znižali, bom jaz prvi naboden. Najvišji sem. Mogoče se je pa Vike res spomnil kaj pametnega. Mogoče je všel in nam bo prišel pomagati. Le kako bi nam pomagal? On je še otrok? Otrok pa ima več soli v glavi kot ti. Boš videl, da imam prav. Strela tu je. Vike se je vrnil, možje! Vike, sin moj. Poglavar ga je hotel spustiti, pa fant ni maral. Rekel je, da hoče k vam, mulokija. Trap pa tak. Kako je bilo, Vike? Si dobil kakšno pomoč? Nisem. Preveč sta pazila name vso pot. Vso pot? Kam ste pa šli? Do ladje. Do naše ladje. To je konec. Ni nam več pomoči. Kako da ne? A? Je. Kje? Kakšna? Kakršne koli smo brž, strop se niža. Oj, kapitan, prvi bom najvišji. Ne upi. Umri, kot pravi Viking. Nočem umreti. Saj ne boš, fakse. Nihče ne bo umrl. Riba nam bo pomagala, ušli bomo. Kako ušli? Strela, kakšna riba? Si znoril? Kje pa je kakšna riba? Prav posebna riba. S seboj sem jo prinesel, poglejte jo. Mečarica je in z njo bomo prežagali vrata. Goram, poglej, kaj počne ta stražarja. Spita, Vike. Dobro, pazite zdaj. Tjure, ti boš škripal z zobmi. Kaj bom? Škripal z zobmi. Kar najglasneje. Poskusi. Nekaj naj vas smrči, ostali pa poskusimo z ribo. Bravo, Vike! Kaj pa, če bi se zaleteli v vrat? Ne, oče, preveč bi zaropotalo. Stražarja bi se zbudila. Žagajmo, možje, žagajmo. Malo sem zadremal. Pa sem res zadremal, kar manjkalo me je. Hej, ali spiš? A jaz? Ne, kje pa? Na straži nikoli ne spim. Kaj delajo ujetniki? Smrčijo. Res. Čakaj, ampak nekam čudno smrčijo. Pijo. Eden pa z zobmi škripa. Čudno škripa? No, da se ne bo več dolgo škripal. Ampak slišati je pa grozno. Je. Pravzaprav jim je lepo.
Drnjohajo v svoji luknji, mi dva, reveža, pa zaradi njih vso noč bediva. Res je, kar praviš. Veš kaj, srkniva no enega za to lažbo. To pa pogreje to. Ampak tole škripanje človeka kar uspava. Še malo pa bomo zunaj. Kaj bomo pa s stražarjema? Kaj, vsakemu eno pobuči pa bo. Če zakričita, bojo v hipu vsi po konci. Se bomo pa še tistih lotili. Ne bo šlo, oče. Orožje imajo, mi pa ne. Ja. Kaj pa naj potem storimo? Že vem, zbirali jo bomo in jima zamašili usta. Nekaj sem slišal. Jaz tudi. Zdaj že govorijo v spanju. Glej, da ne bo treščilo. Bo treščilo, po enih goticah. Najprej si moramo najti orožje. Če boš tako culil, bomo takoj spet v luknji. Ko sem pa padel, pa pod noge glej. Tiho, možje, tiho. Oče, v prvi hiši na desni je orožje. Strela, kako pa to veš? Si jasnovidec? To ne, ampak stražarja stojita pred vrati. Ja, mislim, da ima Vike prav. Poslušajte, napadli bomo stražarja, jo premagali, udarili v hišo in pobrali orožje. Ste razumeli? Za menoj! Pastmo jih! Poberite orožje, možje! Oče, pohiti, prihajajo! Jeli nas bodo! Span moramo! Mi lahko kdo pove, kam pravzaprav tečemo? Na našo ladjo, Fjure! Hitro! Oj, prvič, da se vračam na ladjo brez plena. Ja, vsaka stvar je enkrat prvič. Ladjo! In jadra so popravljena! Ja, to je gotovo poglavar naredil. Rekel sem mu, da mu podarim ladjo in ker brez jader ne more nikamor, jih je pač popravil. Brž na ladjo, ne ubirajte se. Vike! Rešila si Kaj pa je zdaj to? Tudi jaz sem tu, debelo gledate kaj. Sem si kar mislil, da mi boste takole naseli. Straža, po njih! Spet vas imam, prijateljčki, že drugič vas imam in zdaj vas ne spustim več iz rok. Kar preluknjo vas bom, pa bom. Zanima me le, kako ste prišli iz ječe. Tega ne boste zvedeli, če nas postrelite, kaj ne? Pravzaprav res ne, pa me zelo zanima. In tebe mi je majčkeno žal, fantič. Dober vojščak bi bil, bister si in okreten. Bi mi ti hotel povedati, kako je bilo? Bi? Če bi vaši vojščaki povesili loke in sulice. Težko govorim, če merijo vame. Umaknite se, ti pa govori. Riba nam je pomagala. Kakšna riba? Tale, mečarica. Z njo smo prežagali vrata. Kaj? Kaj ste storili z vrati? Prežagali smo jih. Menda ne boste rekli, poglavar, da ne veste, kaj je žaga. In kako se žaga? Rad vam pokažem, poglavar.
Neverjetno, a resnično. Debeli poglavar ni poznal žage. Drevesa na njegovem otoku so podirali s sekirami, ampak žaga mu je bila všeč in hotel jo je imeti. Sem žago. Ne dam je, prostovoljno že ne. Boste morali priti po njo, ampak najprej me morate ujeti. Straža za njim! Vike k pečinam bežiš, ne boš mogel dol, Vike! Ujemite ga, žago hočem! Pomagaj mu, Vikeju, boži! Na vrhu pečine si, fant, naprej ne moreš! Daj mi žago, pa lahko prideš dol. Raje jo vržem v morje! O, ne, škoda bi je bilo, velika škoda. O, tako rad bi jo imel. Dam ti jo, poglavar, če nam dovoliš odpluti. O, to pa ne, kar spustil vas pa ne bom. Štel bom do 3. 1, 2... Ne vrzi žage v morje. Hočem jo, potrebujem jo, moram jo dobiti, naj stane, kar hoče. Odplujte, če že ne gre drugače. Ne še, poglavar. Še 5 prašičev in nekaj sodov vode boš dodal, če hočeš žago. Od lakote ne moremo umreti na poti. Dodal bom. Hočem tisto reč in imel jo bom. Kapitan! Pripravite vesla. Vesla pripravljena, kapitan! Dvignite sidro, vesla v vodo. Gremo!